Ja, dogaja se tiho najedanje položaja, ustavnega položaja avtohtonih narodnih skupnosti. Sedaj tudi na segmentu enakopravnosti jezikov na narodnostno mešanih območjih. Amandma vlade, ki je bil sprejet, potem ko je bil državni zbor s prepričljivo večino bil črtal tisti odstavek v drugem branju, pač povzroči to konceptualno, da ostala država ne priznava narodnostno mešanih območij glede določbe o enakopravnosti jezikov, ki izhajajo iz 11. člena. Zanimivo je, da 11. člen je del uvodnih ustavnih določb in ni vezan na posebne pravice avtohtonih narodnih skupnosti, ki so opredeljene drugod. Težko se je prebiti skozi birokratski jezik, ki se uporablja v tem zakonu, ampak dejstvo je naslednje. Vsakdo, ki na narodnostno mešanem območju želi imeti osebno izkaznico, jo dobi dvojezično. Poenostavljam, zdaj da ne govorimo o angleščini, še pa o ostalih podrobnostih. Podrobnosti glede na to, kar zadeva položaj narodnih skupnosti. Mislim, da discipliniramo zadevo, da ne besedičimo preveč. Torej, vsakdo jo dobi dvojezično. Tako je tudi v teh občinah v Italiji, kjer velja dvojezičnost. Sedaj se zgodi naslednje. Nekdo, ki ne glede na to, ali je pripadnik ali ni pripadnik, torej, ki dobi osebno izkaznico na kakršnikoli upravni enoti, ki ne pokriva narodnostno mešanega območja, jo dobi v slovenščini. Vsakdo, ki zaprosi za, ki prihaja od drugod, tako rečem, in zaprosi oziroma dobi osebno izkaznico na upravnih enotah, ki pokrivajo narodnostno mešano območje, jo dobi tudi v slovenščini. Tehnično, kot je tudi sama vlada povedala večkrat in brez stroškov, je absolutno možno na podlagi bivanja izročiti dvojezične osebne izkaznice v katerikoli upravni enoti v Republiki Sloveniji, ne da bi zato ta upravna enota poslovala tudi v jeziku narodne skupnosti. Ta, ki biva pač na določenem narodnostno mešanem območju, kjer sta jezika enakopravna in oba dva uradna, jo dobi dvojezično. Vlada in potem večina v državnem zboru tega preprostega dejstva noče razumeti in upoštevati. Tako da, po mojem mnenju, se je tu zgodilo eno zavajanje, češ da se na ta način širita se italijanščina in madžarščina v Ljubljano ali pa kjerkoli že. V resnici je pa ta princip, na katerem naj bi se tudi zgradilo sožitje za ljudi, med ljudmi, ki bivajo na teh območjih, ta princip je načet. In to je samo eden od nizov ukrepov, ki relativizirajo sožitje in, kako bi rekel, polno digniteto obeh jezikov po ustavi na teh območjih.
Hvala lepa za udeležbo, samo nekaj misli bi še dodal k temu. Torej, mi smo kar precej časa posvetili komunikaciji tega vprašanja in smo dejansko z Ministrstvom za notranje zadeve od začetka obravnave tega zakona kar precej razpravljali in zato nas je po drugem branju nekje presenetil ta vladni amandma, ker več ali manj smo menili, da je preprečljiva večina državnega zbora v drugem branju nekje dalo jasno sliko o tem, da kljub vsemu se razume pomen dvojezičnih dokumentov na narodnostno mešanem območju. Torej, žal temu se ni zgodilo tako, oziroma kot ste videli, je pač glasovanje pokazalo v tretjem branju nekaj drugega. Dodal bi naslednje v vsebinskem smislu. S tem amandmajem je zdaj dejansko uzakonjeno to, tudi med drugimi, da tisti, ki ne želi imeti dvojezičnega dokumenta na narodnostno mešanem območju, to lahko, bom rekel, legalno ne izigra, ampak kar si tega prisvoji, saj bo šel 5 ali pa 15 km dlje od narodnostno mešanega območja in zaprosil tam za dokument in seveda že ne bo dobil dvojezičnega dokumenta. S tem se načenja tisto, bom rekel, vzdušje in pa multikulturalnost, ki se je vsaj načelno ustvarjalo v preteklih desetletjih, ker mi smatramo, da bo to lahko povzročil pač domino efekt na marsikaterem področju, od šolstva, naprimer v našem primeru dvojezičnega šolstva naprej, marsikjer se bodo lahko pojavljali zdaj posamezniki ali pa tudi skupine, ki bodo želeli, bom rekel, drugače reševati vprašanja, kot velja za narodnostno mešano območje. Slovenska specifika je bila nedvomno v pozitivnem smislu, da je kolektivne manjšinske pravice vezalo na teritorij. In zdaj se s tem nekje načenja ta teritorij in tudi ta povezava kolektivnih pravic v tem kontekstu. Torej, želim zgolj poudariti, da vlada, predvsem vlada, je to vprašanje nekoliko parcialno interpretirala, tudi zato, ker je vedno nekje pač dajala poudarek na sam postopek prošnje po osebni izkaznici. Kar se tega tiče, mi v nikakršnem smislu ne mislimo in tudi nismo predlagali in tudi ne bi prejudiciral zakon, če bi sprejeli brez tega amandmaja. Niti se to dogaja sedaj na narodnostno mešanem. Tako, torej, da bi kdorkoli v Velenju, v Celju, v Kranju ali kjerkoli pač na dvojezični obrazci prosil ta dokument, saj bi tam prosil v slovenščini dokument. Ne. Ampak glede na povezanost upravnih enot, glede na centralni register, glede na skupno izdajanje osebnih izkaznic, nikakršne tehnične težave ne bi pomenilo, da v tistem trenutku se pa, ko se pojavi tam njegovo ime, ki je z omenjenega območja, se pač dodeli oziroma se da dvojezični dokument. Medtem, ko je pa vlada predvsem izpostavljala ta postopek, da a bodo zdaj morali v Kranju, pa ne vem še kje, začeti službovati dvojezično. Temu sploh ni tako in drugi odstavek tega spornega člena brez amandmaja govori zgolj o tem, da sleherni prebivalec narodnostno mešanega območja ima dvojezični dokument in to se v naši interpretaciji pojmovalo do sedaj kot neka pozitivna stvar, kot neka navezanost na območje, ki prinaša ne samo manjšini, ampak tudi večini neko specifiko, ki je lahko v določenem smislu več. Zdaj pa žal s tem amandmajem so prišli do situacije, ko sicer, bom rekel, se lahko nam razloži, da sicer neposredne pravice vam niso kršene, ampak kljub temu je načeto ravno tisto pozitivno vzdušje, kar se je do sedaj nekje prispajalo narodnostno mešanemu območju in pa kolektivnim pravicam na tem
Za konec bi še povedal, da resno razmišljamo in verjetno bomo tudi pač sprožili ustavno presojo tega člena, ker menimo, da na nekatera vprašanja nedvomno treba dobiti odgovor najvišje pač najvišje distance sodne veje oblasti in nedvomno, če se ne lotimo izrecno ali pa implicitno narodnostnega značaja, ampak samo tistega dela, da so diskriminatorni tisti prebivalci, ki živijo na narodnostno mešanem območju, ker ne morejo za dvojezični dokument zaprositi kjerkoli, je že tudi en razlog v splošnem pravnem pomenu, ki je verjetno z ustavno-pravnega vidika lahko sporna. No, osnovno izhodišče je prav v tem, da vsi dobijo dvojezične osebne izkaznice, ki bivajo na narodnostno mešanem območju, ne glede na narodno pripadnost. Ja. Pa če je vloga narejena v slovenskem jeziku ali v italijanskem ali madžarskem. Ne. To velja za narodnostno mešano območje. Zdaj, zaradi tega, ker zakon pravi, da se da na vseh upravnih enotah osebno izkaznico narediti, nobene tehnične ovire ni, da bi se to nadaljevalo, ne? Če nekdo biva na narodnostno mešano območje. In to je razlika z dosedanjim zakonom. Ker ta zakon, to je edina razlika. Ja. Ker ta zakon zdaj prinaša možnost, da lahko kjerkoli zaprosiš kar ni sporno, osebno izkaznico. Ali kakšno vprašanje mogoče, ali pa zato smo tudi povzeli na tem papirju, ki ste jih dobili. Recimo, gre za to, pač ste govorili, da ukrep relativizira sožitje in načine multikulturalnost. Kako bi recimo komentirali kakšno primerjavo z pač položajem Slovencev na madžarskem in slovenskem, ker recimo tabla za trst je še zmeraj samo v italijanščini in recimo na kakšnih proslavah se ni smelo pač slovenske sestave na porabju izobešati. No, kar se tiče porabja, ker se veliko danes pojavlja to vprašanje tudi v pač osrednji mediji, jaz po svoje obsojam, torej tamkajšnje razmere z tega vidika in tudi opozarjam po svojih moče, da temu ni tako prav, ne. Ampak bi pa bilo zelo napak, če bi mi zdaj tukaj se sklicevali na neko reciprociteto, ko vemo, da eksplicitno z ustavo iz leta 1974 in pa naprej je Slovenija ravno v kolektivno zaščito manjšinskih pravic vlagala ogromno naporov in se je marsikaj na tem postorilo. Zdaj, če bi mi se sklicevali za neke razmere, ki so slabše od tega in bi zato v tej smeri spreminjali zakon, po mojem je to zelo slabo sporočilo. Še jaz, omenili ste, da razmišljate ali boste dejansko sprožili ustavno presojo tega amandmaja? Ali boste oba ali... Res, danes je prvi dan po sprejetju zakona in še razmišljava. Jaz se bolj nagibam, da bi se kako sprožili. Zdaj upam, da se bo gospod Battelli pridružil k temu. Sej, tudi znotraj italijanske narodne skupnosti nekateri tudi razmišljajo v tej smeri, kot posamezniki tudi. Dobre, hvala lepa. Hvala lepa. To nepotrebno slušanje. Nasploh je to pretumbavanje tega položaja in različne razlage položaja in pravic manjšin, kar se dogaja zadnjih 20 let konstantno, ne? Je to nekaj, kar zagotovo uničuje zaupanje manjšincev v državo. Ker nikjer ni in nikoli ni nekaj, kar bi bilo globlje in bolje urejeno, ampak zmeri se igra na nižanje nivoja in na pač zdesetkanje smisla. Hvala lepa. Hvala še.